Spoštovani prisotni, predvsem bi rad pozdravil brigadirja Ostermana, brigadirja Zupana, brigadirja Mihevca, oba poveljnika in brigadirja Kavarja in Združenje vojaških gornikov, ki se zadnje čase zelo veliko srečujemo, in moram priznati, da vaše iniciative presegajo iniciative vseh mojih na generalštabu, tako da iskrene čestitke, vse goste in vse moje kolege. Mislim, da sama prisotnost vseh nas danes tukaj vedno govori o tem, kaj nam pomeni Pokljuka, kako radi sem zahajamo in da je pomembno, da smo danes tukaj in da poimenujemo objekt, učni center Pokljuka po osebi, ki je verjetno zaznamoval slovensko zgodovino, tako skozi turizem, šport in gorništvo in tudi vojaštvo. Ko govorimo o Pokljuki, ne govorimo samo o naravni lepoti v Triglavskem narodnem parku, govorimo o lokaciji, ki imamo slovenski vojaki večkrat za svoj drugi dom, kjer se dobro počutimo, kamor radi zahajamo, in predvsem govorimo tudi o ljudeh, ki nas tukaj čakajo. O ljudeh, ki sem danes že povedal, da sem prepričan in vem, da šale o njih ne držijo, da so to ljudje, ki so odprti, ki radi dajejo, ki so dobrodušni, radi pomagajo, in je verjetno vse tisto, kar to okolico tudi oblikuje. Govorimo o kraju, kjer je že vrsto let od same osamosvojitve, pa še prej, osamosvojitve posebej za kraj slovenske vojske, kjer se urimo in kjer naši vojaki vedno radi zahajajo in ki nazaj prihajajo polni novih veščin, znanj, predvsem tisti, ki so pomembni za slovensko okolje. Kakorkoli, sami vemo, koliko Slovenije je gorske, hribovite, in vse veščine, ki jih dobimo, so tako pomembne za nas doma, kot tudi v tujini. Govorim o Pokljuki, ki nosi tradicijo mednarodnih aktivnosti na vseh področjih tekmovanj, in če že ne, smo takrat zelo ponosni in veseli, da se najvišja tekmovanja odvijajo ravno na Pokljuki. Danes vojaški objekt na Pokljuki dobiva novo ime, verjetno ime osebe, ki je v začetku prejšnjega stoletja združila slovensko lepoto, šport, turizem, vojsko, in to, kar imamo danes tukaj, naj predstavlja tudi v prihodnje neko tradicijo in nam naj bo ponos in veselje. Zato, kar je naredil Badjur, smo mu Slovenci hvaležni in upam, da smo mi s tem izrazili nekaj malega spoštovanja in hvaležnosti za njegova dela in njegovo predanost. Nam pa daje Slovenski vojski dodatno obvezo, da to ime nosimo ponosno in da še naprej vsaj tako dobro, kot smo do sedaj, upravljamo vse aktivnosti na učnem centru na Pokljuki. Hvala lepa še enkrat za vaš obisk. Brigadir Peter Zupan nam bo pobliže predstavil lik in življenje Rudolfa Badjure. Besedo predajam brigadirju v pokoju, predsedniku zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije. Spoštovani, danes slovimo poimenovanje vojašnice na Rudnem polju po Rudolfu Badjuri, turističnemu in športnemu pisatelju, poveljniku prve slovenske alpske čete, rojenemu danega leta 1881 v Litiji. Šolal se je v Ljubljani, Trgovski akademiji v Pragi in končal alpsko šolo in vojaške smučarske tečaje v visokih in nizkih Tatrah. Upravljeni tečaji in v tistem času sprejeti športni in vojaški koncept smučanja so vplivali na njegovo življenjsko pot. Postal je prvi slovenski smučarski učitelj, pobudnik množičnega smučanja in organizator prvih smučarskih tekem v Sloveniji. Svoje delo je usmeril v sestavo smučarskega izrazoslova in priročnika za smučanje. Bil je pisec prvih vodnikov po naših hribih in gorah, nek tujsko-prometni delavec in vojaški smučarski učitelj. Rudolf Badjura je že v zgodnjih mladostnih letih vzljubil slovenske gore, saj je že kot gimnazijec s prijateljem Žerjavom zahajal v Kamniške planine na Grintavec in druge vrhove. Po končani gimnaziji je nastopil dvoletno služenje vojaškega roka v 27. pehotnem polku v Ljubljani. V času vojaškega služenja se je izuril tudi v smučanju in alpinistiki. Po končani vojaščini se je šolal v Pragi na Trgovski akademiji,
kjer se je usposobil za komercialno delo v bankah in trgovskih podjetjih. Po vrnitvi v Ljubljano je bil uradnik v kmetijski posojilnici, knjigovodja v lesnem podjetju, od leta 1910 pa je postal uradnik Deželne zveze za pospeševanje tujskega prometa na Kranjskem. Tu je služboval do svoje upokojitve leta 1946. V zgodovino pionirskega obdobja slovenskega smučanja se je zapisal v januarju danega leta 1914, ko je organiziral v Bohinjski Bistrici prvi tečaj smučanja z zaključnim tekmovanjem pri nas. Smučanju, slovenskim goram in turizmu se je zapisal tudi s pisanjem strokovne literature in knjig, saj je prvi vodnik na Triglav izdal že leta 1913 ter prvo slovensko knjigo o smučarju z naslovom Smučar pa leta 1924. Rudolfa Badjuro je na bojišče potegnila vojna, kakor tudi vse njegove brate. Rudolf je bil po pričevanjih hraber vojak na številnih vojskovališčih, zelo pomembna pa je njegova vloga v času razpada Avstro-Ogrske v prevratu oktobra in novembra 1918 v Ljubljani. Nadporočnik Badjura je bil v skupini častnikov slovenskega rodu, ki je razumela izziv zgodovinske priložnosti in obstoječe enote Avstro-Ogrske armade na slovenskem ozemlju takoj začela spreminjati v slovenske. V Ljubljani je organiziral četo prostovoljcev, ki je aretirala vodilne vojaške osebnosti propadle države, skrbela za red in mir ter v Mitnici na Tržaški cesti postavila verigo in stražo. Tam so se od vračajočih se vojakov prevzemali orožje, oblikovali nove vojaške enote, v teh dneh pa je tudi Rudolf s bratom Metodom odšel med borce za obrambo severne meje na Koroškem. Le malo je Rudolf Badjura poznan širše slovenski javnosti kot tisti, ki je ob koncu oktobra 1918 na čelu slovenskih rezervnih oficirjev izvedel vojaški udar v Ljubljani, ki je omogočil ustanovitev nove narodne vlade v naši zgodovini. Njegov prevrat je omogočil, da je 2 dni kasneje svoj vojaški udar v Mariboru izvedel tudi majster. Kot uradnik v Deželni zvezi za pospeševanje tujskega turizma je bil začetek organiziranega turističnega dela v novi državi. Poglavitno mu je bilo proučevanje Slovenije v turistično-tujskem prometnem oziru, sistematično zbiranje za kažepote na Slovenskem, raziskovanje krajevnih znamenitosti ter program propaganda moderne turistike v letnem in zimskem obdobju. V tem obdobju življenja je pomembno sodeloval pri nastanku skupnega jugoslovanskega planinskega glasila in Planinske zveze Jugoslavije. Opravil je pionirsko delo na področju osnovanja turistične publicistike, gre za izjemen, a široki slovenski javnosti žal premalo znan podvig posameznika, ki je pri svojem početju vztrajal kljub pogostemu nerazumevanju okolja, v katerem je deloval. Prav zato mu gre zahvala, da je z ustvarjanjem nemirom samozavestno presegal prevladajočo miselnost časa in okolja ter s pogumom in ljubeznijo oral ledino sodobnega slovenskega turističnega slovstva. Njegovi turistični vodniki pomenijo poleg izjemne praktične vrednosti tudi visoko pesem domovini in njenim lepotam. Rudolf Badjura je slovenski častnik, ki je v prelomnih dogodkih ob koncu Prve svetovne vojne s svojimi odločitvami in dejanji pomembno vplival na kasnejšo narodovo zgodovino. Je turistični in športni pisatelj, ki je svojimi turistično-informativnimi deli že v tistem obdobju in vse do svoje smrti širil promocijo lepot Slovenije, kot prvi med prvimi postal pobudnik množičnega smučanja in organizacijo prvih smučarskih tekem v Sloveniji. Kot tak se je pomembno zapisal v zgodovino slovenskega naroda, poimenovanje vojašnice slovenske vojske na Rudnem polju, pa temu zasluženemu možu je zahvala in dolžnost, da njegova dela ne bodo zbledela v spominu slovenskega naroda.